Pozdravljeni. Jaz ponavadi začenjam predavanje z eno mislijo, da je osnovno etično medicinsko načelo primum non nocere v resnici načelo, ki ga je medicina dala človeštvu. Zdi se mi, da bi bil naš svet mnogo lepši, če eden drugemu za začetek ne bi škodili. Zdaj pa od tam naprej imamo pa seveda močno izraženo načelo dobrobiti, kako pomagati bolniku, kjer pa se v resnici ni splošnega konsenza ali pa konkretnega konsenza v vseh primerih, kdaj gre za, bi rekel, za odločitev v največjo dobrobit bolnika. No, zdaj, danes smo že mnogokrat slišali, da se nam pojavljajo razna temeljna vprašanja o rojstvu in smrti človeka. Recimo dostojanstvo je ena taka kategorija, ki smo jo, bi rekel, obravnavali, odločanje o samem sebi, avtonomija, čeprav bomo kasneje videli, da to pravzaprav nista dva pojma, ampak da iz dostojanstva izhaja pravica do avtonomije. Hvala lepa. Tukaj pa seveda nesporno tudi debata okoli vrednosti življenja, in po eni strani imamo nedotakljivost človeškega življenja, tudi bi rekel kot ustavno kategorijo, potem imamo zelo močno družbeno, bi rekel, poudarjeno svetost, neponovljivost, izjemno življenje, odvisno od zornega kota, in v polju vseh teh pojmov iščemo neke optimalne rešitve, pri čemer pa za razliko od opozoril glede več pomenskosti iz teh pojmov imamo vsaj za nekatere v pravu, bi rekel, kar jasne opredelitve, ki jih po mojem mnenju je potrebno vzeti resno oziroma se na njih nasloniti pri zakonodajnih rešitvah. Zdaj, glede evtanazije imamo po mojem mnenju precej dobre, nekaj pa tudi slabe literature, ampak dileme so, bi rekel, več ali manj povsod enake, a je vzeti življenje vedno neopravičljivo ali je včasih opravičljivo. Potem, bi rekel, svetost življenja se večinoma, bi rekel, naslanja na izvor življenja, na vprašanje o izvoru življenja. Življenje prihaja od nas, od zunaj. Tudi če ne gre za religiozne ali pa teološke pristope, se lahko sprašujemo o pomenu življenja, življenjskih, miselnih, čustvenih, kreativnih funkcij. Tako da v generalu imamo nek konsenz, da vrednost življenja sama po sebi obstaja, pri čemer pa glede svetosti življenja mnoga literatura na te spolzke klance opozarja, zlasti zaradi odsotnosti konsenza, kar pa po mojem mnenju ne bi smel biti razlog, da te debate v celoti opustimo. Potem glede razpolaganja življenja, ima človek možnost razpolaganja življenjem ali ne, potem ali gre za vrednote družbene, pravne, s katerimi razpolagamo, so disponibilni ali z njimi ne razpolagamo, potem celo kaj je življenje, se nanaša samo na človeško življenje, živalsko življenje, življenje rastlin, o začetku življenja, kdaj do njega pride, je, bi rekel, več strokovnih, bi rekel, debat o koncu življenja, kdaj nastopi, in pa potem seveda, zakaj priznavamo vrednost človeškemu življenju, in v luči današnje teme celo razlikovanju se posvečajo nekateri avtorji, ali si živ, da je razlika med biti živ ali biti človeško bitje. Tako da to so vse neki nastavki za nadaljnjo debato, potem kaj je življenje, vredno življenje, kaj je dostojanstveno življenje, kaj je dostojanstvena smrt, a se pri tem uporabljajo subjektivni, individualni ali objektivni kriteriji. Danes smo slišali o trpljenju kot celo, bi rekel, pravnemu standardu za vprašanje pravnih posledic na področju zaključka življenja, a je to subjektivizirano, objektivizirano, skratka vsa ta vprašanja nam determinirajo današnji problem ali pa, če tako hočete, bi rekel, današnjo temo. Zdaj recimo tudi pri evtanaziji sem jaz malo, bi rekel, sam pojem preučil, načeloma je etimološko je to dobra smrt ali smrt brez trpljenja, šele, bi rekel, izvajanje v praksi je privedla do nekih opredelitev, da je to povzročitev ali pospešitev
smrti, da bi se trpečemu in neozdravljivemu bolniku odpravilo trpljenje. In imamo že od dobre smrti kot relativno enostavnega, ampak večznačnega pojma veliko enih kriterijev. Trpeči, neozdravljiv bolnik, trpljenje. In to nas seveda postavlja pred vprašanje, a se lahko odloči za smrt tudi iz drugih razlogov, ki niso razlogi neozdravljivega bolnika, ki trpi. In seveda so razločki, a si lahko pri tem pomagaš sam, to se pravi, ali lahko sam storiš smrt ali objektivno sam do posledice smrti ne moreš. No, zdaj, te dileme so bile, bi rekel, zelo navržene, jaz bi pa vendarle danes se, bi rekel, posvetil dostojanstvu. In sicer v slovenskem ustavno-pravnem redu je dostojanstvo v resnici zavarovano v okviru 3 členov ustave. To je ena zanimivost. Če pri 21. členu govorimo zlasti o javnopravnem varstvu dostojanstva, to se pravi varstvo dostojanstva pred posegi države, mučenje, bi rekel, odvzem prostosti, bi rekel, poseg v dostojanstvo v raznih postopkih, čeprav moram reči, da je sodna praksa že tudi razširila koncept tega 21. člena na, bi rekel, praktično vsakršno ravnanje države, ki oficialno oziroma oblastveno posega v človeka. Imamo pa v 34. pa v 35. členu izrazito zasebno pravno varovanje dostojanstva, ki je sicer večinoma, bi rekel, negativno, to se pravi prirejeni subjekti en drugemu, država jih varuje pred posegi v dostojanstvo. Ta dvojna narava je pa izhaja iz dejstva, da je pravzaprav dostojanstvo kot tako tudi osebnostno pravico in del zasebnosti v smislu 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki varuje en cel spekter, bi rekel, enih osebnostnih pravic, ki se vežejo na zasebnost ali pa, če hočemo, na sfero, bi rekel, zasebnega prava. Zdaj, dostojanstvo ni, vsaj v pravni teoriji, ni tako, bi rekel, pluralen ali pa ne enoznačen pojem. Gre v resnici za vrednost človeka. Nekateri avtorji pravijo, da je ta vrednost človeka navezana na pripadnost človeškemu rodu in dejstvom, da smo vsi po enaki naravni pravici obdarjeni z vsem, kar smo prevzeli v preteklosti in kar bomo kot človeški potencial realizirali v prihodnosti. Gre pa dejansko za priznavanje človekove vrednosti kot človeka. Zdaj pa obstajajo še tudi kombinacije, ali to vrednost človeku priznava družba, to gre za neko objektivno komponento dostojanstva, ali pa gre za vrednost, ki jo človek občuti v razmerju do samega sebe, kolikor se jaz počutim vrednega in ali, bi rekel, to sicer subjektivno komponento tudi družba v končni fazi prek pravnih pravil, bi rekel, potem ustrezno operacionalizira. Nekateri štejejo dostojanstvo celo kot prajedro človekovih pravic in svoboščin, ker vrednost človeka je tudi njegova sposobnost, da je titular, bi rekel, kasneje večjega spektorja pravic in mislim, da je ta utemeljitev, bi rekel, ustrezna. Zdaj imamo pa hec, imamo dostojanstvo kot vrednost človeka, samo odločba je pa tudi zelo pomemben element dostojanstva. In to se pravi, samo odločba in avtonomija prav izvira praktično iz iste pravice. In Evropsko sodišče za človekove pravice je že v enem izmed, jaz bi rekel, temu relativno zgodnjih judikatov, bi rekel, sprejelo stališče, da sposobnost oblikovanja življenja po lastni izbiri vključuje tudi možnost sprejemanja odločitev, ki bi bile lahko telesno ali moralno škodljive ali nevarne za posameznika. Zdaj, definitivno se ta judikat ne nanaša na vprašanje življenja in smrti, ampak se nanaša na vprašanje negativnih posledic za časa življenja in smiselno se sprašujemo v luči današnje teme, ali se to nanaša tudi na življenje, na razpolaganje življenju in pa ali varujemo vrednost življenja kot takšno.
Zdaj, nekateri verjetno veste, da sem se jaz več ukvarjal z začetkom življenja kot s koncem življenja, to se pravi za varstvom zarodka in njegovo pravico do dostojanstva. In zdaj, če naredimo hitri test, ali je samo odločba in vrednost življenja, sta to dva ločena pojma ali en, nam hitri test pove, da včasih sta tudi ločena, ker zarodek nima sposobnosti odločanja o samem sebi, pa mu tudi določeno vrednost na ustavni ravni priznavamo. Tako da moramo vsaj, bi rekel, na ravni hipoteze, zdaj bi rekel, oba koncepta vleči usporedno. Bom malo analogij z zarodkom, pravna subjektiviteta se seveda pridobi z rojstvom, samo živ človek je pravic in obveznosti, da rečemo temu v pravnih razmerjih ali pa v pravnem redu. Na ustavni ravni pa je že pripoznana pravica do dostojanstva, ki pa pravzaprav se zrcali predvsem v omejitvenih kriterijih, to poznamo po zakonu o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Tam je dostojanstvo otroka, bi rekel, varovano prek omejitvenih ukrepov, bi rekel, te nasprotne pravice. Imamo pa zelo malo pravic v pravnem redu. Jaz sem zadnjič eno predavanje pripravil in sem bil sam do sebe malo šokiran, da samostojne pravice do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja zarodka oziroma otroka do rojstva pravzaprav ni. Da vse uresničuje v resnici prek zdravstvene skrbi za mater, kar je, glede na to, da imamo na drugi strani, bi rekel, en celoten koncept otrokovih pravic in konvencij, bi rekel, me malo presenetilo. Poznamo pa seveda v teoriji, zdaj gre mogoče en korak nazaj, različne poglede na zarodek, in sicer poln omejen ničelen status, to se pravi, da je nosilec vseh pravic in obveznosti v pravnem redu, nobenih pravic in obveznosti v pravnem redu, to se pravi, da je degradiran na raven predmeta ali pa omejen obseg. Jaz se opredeljujem v prid tega omejenega obsega v smislu nekega konsenza, no, je pa seveda zelo aktualen koncept proporcionalnega statusa. To se pravi, bolje razvit zarodek, več pravic mu priznavamo. Profesorica Žnidaršičeva je tudi, bi rekel, v eni svojem delu napisala, da se zdi silno kontraintuitivno, da bi en dan pred rojstvom zarodek ne imel nikakršnih pravic, en dan po rojstvu pa otrok vse pravice. Tako da ta proporcionalni status, bi rekel, kar realen. In zdaj se sprašujemo, ali je tukaj možna analogija z zaključkom življenja, ali obstaja, bi rekel, teza, da večja raven samoodločbe ti priznavamo v primeru, ko je tvoje dostojanstvo zaradi določenih okoliščin zdravstvenih večinoma bolj ogroženo. In če da, ali je ta presoja, v kakšnem stanju si, objektivna ali subjektivna. No, zdaj, hitro se pokaže, da so razlike med statusom zarodka in konca življenja precej večje, kot zgleda na prvi pogled. In sicer zarodek ne more izražati svoje volje, človek ob ali pa proti koncu življenja jo pa v bistvenem lahko. Zdaj se ne bom ukvarjal, ali jo lahko takrat ali vnaprej, o tem je bilo nekaj že povedanega. Je pa seveda, jaz mislim, da za živečega človeka je pa, bi rekel, odrekanje saj generalno koncepta avtonomije tudi v smeri konca življenja pomeni, da je pravica do dostojanstva pravzaprav izvotljena, kar pomeni, da če to pravico priznavamo, moramo tudi, bi rekel, samo odločbo iz nje, bi rekel, izpeljati. In to, bi rekel, govori v prid večjem poudarku avtonomiji. Se pa seveda dodatno odpira vprašanje, kdaj je življenje še dostojanstveno ali kdaj ne. Pri zarodku kot o nosilcu bodočega življenjskega potenciala je razen za primer bolezni, ki ga bojo zaznamovali za časa življenja, to vprašanje manj izpostavljeno, tukaj pa bolj. Danes smo videli trpljenje, neozdravljiva bolezen, subjektivna presoja, objektivna presoja. Tukaj mislim, da je več dilem odprtih, kot so jih mogoče pripravljalci tega zakona, bi rekel, predvideli. In pa seveda, kakšen pomen ima vrednost življenja kot takšnega, do katere mere jo varujemo. In pa seveda, ali s to pravico razpolagamo. Najprej smo se
o samomoru pa o pomoči do samomora. Jaz razumem, da je v določenih specialnih primerih zaradi varstva ali pa zaradi tretjih pravic lahko to protipravno, ampak kaznivo pa vendarle ni. Zakaj smo v smislu dekriminalizacije to možnost posamezniku priznali? Če življenje kot takšno, bi rekel, vsaj v splošnem, razen v posebnih okoliščinah, ne varujemo. To so, bi rekel, vprašanja, ki moram reči, da se mi zdi, da so bila premalo naslovljena v dosedanji debati. Seveda pa so bile po moji oceni naslovljene tudi premalo, bi rekel, različne pozicije, in sicer eno je, ali posameznik ob prenehanju življenju lahko ali ne more izraziti svoje voljo. To je zdaj, bi rekel, dvojen pomen. Bi rekel, če lahko izrazi svojo voljo, je ta volja jasna. Če jo ne more, jo ne moramo upoštevati. Ampak po drugi strani, če jo ne more izraziti zaradi svojih objektivnih, bi rekel, razlogov medicinskih, zakaj bi ga postavljali v slabši položaj. Skratka, ali je sposoben doseči storiti sam z asistenco ali ni sposoben, ali bo ta smrt gotovo nastopila v prihodnem času in človek zaradi odlajšanja smrtjo trpi, ali pa posameznik zgolj meni, da življenje ni več dostojanstveno, recimo iz drugih razlogov, socialnih smo slišali, psiholoških, etc. In pa seveda, ali posameznik je ali bo v kontinuirani dalj trajajoči zdravstveni oskrbi. Ali so tukaj tudi z vidika svobodne volje, bi rekel, kakšne okoliščine, ki mogoče izvotljujejo svobodno voljo ali pa, bi rekel, predstavljajo nek pritisk na, bi rekel, izvrševanje te pravice do samoodločbe. Skratka, če probam vse te koncepte nekako povzeti. Jaz, do česar sem se dokopal, je, da ima varstvo dostojanstva drugačna obraza v primeru začetka in koncu življenja. In da je pravica odločanja o samem sebi ob koncu življenja, po mojem mnenju, bi rekel, bolj izražena in za časa živečega življenja predstavlja pomemben vidik priznavanja pravice do dostojanstva. Bi rekel, to stališče ponujam predvidno, ampak bi rekel, ga iz teh konceptov izpeljujem. Se pa strinjam, da je treba de lege ferenda natančno in z veliko mero premisleka presojati te različne pozicije posameznika, pri čemer te pozicije lahko govorijo tako v prid, kot tudi proti priznavanju odločitve v smeri zaključka življenja. In se moramo odločiti, kakšne in abstraktne kriterije si bomo postavili, to se pravi, kakšni bodo zakonski pogoji, če bodo enkrat za asistiran zaključek življenja, in a bomo vnesli kakšno in konkretno presojo, upravno, morda sodno vprašanje. In pa najverjetneje bo, tudi kot smo videli po primerjalni analizi, treba poiskati neko kombinacijo subjektivnih in objektivnih kriterijev, da bomo vendarle tudi, bi rekel, neko koherentnost tega sistema zagotovili. In pa na koncu jaz se tega argumenta svetosti, unikatnosti, izjemnosti ali pa neponovljivosti življenja ne bi kar a priori, bi rekel, otresal, da bi rekel, ni relevanten. Jaz mislim, da ga je treba vedno znova adresirati, ker prihaja, bi rekel, iz več različnih strok in tudi, bi rekel, v nereligioznih krogih, bi rekel, naj bi pridobival na pomenu. Ampak ga je pa po moji oceni smiselno vendarle vrednotiti v luči, kakšen pomen ima za vsakega posameznika pri sprejemu odločitve med ohranjanjem in opustitvijo življenja, in tudi, bi rekel, to voljo v smislu ohranjanja življenja zaradi svetosti ali pa neponovljivosti, mislim, da je treba v in konkretno situacijah absolutno spoštovati. In to neodvisno od nekih zunanjih vplivov. Hvala lepa.